En prav lep pozdrav. Danes v bistvu več ali manj slabše novice. Um, Predvsem zaradi tega to ni fad, ampak pač govorim stvari, dejstva, kakršna so, zato da se lahko odločite. Zdaj, razlika med Jackom Levinom pa med Richardom Hartom je v tem, da Jack daje ven konkretne informacije, ampak res informacije, tam so stvari čiste, transparentne. Zdaj Richard Hart nekako poskuša tudi to, jaz ne verjamem, da to on tvita, ampak vseeno, pač nekaj poskuša v tem smislu narediti, ni v njegovem stilu, ampak je nekaj. Tvitno je za puščain bridge, da naj ga ljudje ne uporabljajo, zaradi tega, ker poglejte njegov tvit, no, v glavnem zaradi tega, ker se je vse nagužvalo tam, po domače povedano, in njihove mašine ne zmorejo. Oni imajo zdaj samo 9 validatorjev, ki delajo na tem. In pazite to, prvi principi kripta. Tukaj pri puščajnu pa pri Richardu tega sploh ni, a ne. Prvič je zatajil, kaj v resnici je heks. In heks je narobe dizajniran in je problem, da v prihodnosti ne veš, koliko boš plačal za to, da ga dobiš ven, a ne. Zaradi tega pač jaz osebno ne bom več vlagala v heks, tudi slučajno ne, in pa absolutno pa ne stejkala, a ne, ker ne veš čez 15 let, koliko te bo to udarilo po glavi, boš to lahko sploh plačal ali ne, a ne. Ksen je narejen ravno obratno, je brezplačen in na začetku plačaš največ, tako je pogodba narejena, na koncu plačaš bistveno manj. Tako da zdaj, heksikanci so napadli Jacka Levina, on odgovarja na vprašanja, je v javnosti, je na Twitterju, poslušaš ga, vse pove, odgovori na vprašanja. So rekli, da naj reče Zenovcem, dobra novica je to, da zdaj že 1 milijon uporabnikov Zena, tako da bravo, čestitam, milijon uporabnikov nima noben kripto. No, rekli so mu, Marko, a ne, pač tisti, ki se največ nabasal v heksu, svoje žepe na račun nas malih vlagateljev, je rekel, da naj Jack reče ljudem, da naj nehajo mintati, a ne, ksen. Ampak bog pomagaj, Jack je odgovoril, da nikakor ne more posegati v voljo ljudi in ne more nikomur reči, kaj naj v življenju počne. Ljudje naj delajo sami, kar želijo. Nasprotno je Richard Hart rekel ljudem, nehajte iti čez bridge, PulseX zaradi tega in tega in tega. To ni kripto. Tako da zdaj dajte opazovati to, videli boste, kaj v resnici je kripto, čemu je kripto res namenjen, in zdaj bojo dejansko je ksen povozil popolnoma puščain, nenamerno, a ne. Zdaj, jaz sem zadnjič rekla, da je to fork od Ethereuma, pa ni fork. To, da je tehnično, jaz nisem toliko podkovana, ampak se učim in zdaj vem, da to ni fork. To je kopija. Puščain je kopija, to je drugače kot fork. In sicer so oni kopirali 3 mesece nazaj. Jack je rekel, da je to napaka. Da bi mogli kopirati zdaj ali pa narediti fork. Ne pred 3 meseci, zaradi tega imajo take težave, in je tudi ponudil pomoč Richardu Hartu, tako samo vprašal ga je, če rabi pomoč pri bridgeu. Jack bi to zrihtal, in če se je Richard odločil za to, potem je bolj zrihtal, ker ima Jack Levin res ta prave programerje za sabo. Richard Hart pa ne vemo, kakšne programerje ima, ker jih ne poznamo. Nobeden se še ni pokazal. Od Jacka Levina pa so se pokazali in tudi govorijo in komunicirajo z nami in dajejo znanja. To je kripto.
To je za mene ta prava stvar, informacije so in se lahko odločiš. Jaz se pri Xenu odločam, glede na informacije, ki jih dobim vnaprej in določene datume, kako in kaj, se jaz odločam, ali v neki projekt grem ali ne. In če bi jaz za puščain vedela, da bo kopija, da ne bo fork, kakor se je govorilo na začetku, ne bi nikoli vložila svojega denarja v to. Nikakor ne. Tudi puščain, ne vem, kako bo delala mreža, počasi se bojo stvari pozabile, te, ki so zdaj težave. Mogoče bojo mlade generacije to, ki pridejo za nami, bolj uporabljale, vprašanje. Zdaj, ljudje so pač probali, veliko ljudi verjetno nima pojma, kaj počne, zaradi tega so tudi gromozanski tam, včeraj sem gledala, je bilo že 6 milijonov pa čez, giveawayev na puščainu. Tako da, zdaj pa katastrofalna novica, ampak ta je pa res nekaj, kar me je včeraj čist, ene 5 minut nisem mogla dihati. Ledger, ki ga tako opevam do včeraj, krasna zadeva, deluje vse brez problema in sem rekla, da bom tudi šolo začela delati za Ledger, in ga ne bom več uporabljala. Why not? Zakaj ne? Ledger je naredil katastrofalno odločitev. Katastrofalno. In lahko, da je s tem zaprl vrata za ta prave ljudi v kriptu, ki vemo, za kaj gre, vsaj približno. Tisti, ki ne vejo, pa lahko, da bojo šli pač še vedno kupovali Ledger, ne. Torej, vsi, ki se malo na to spoznamo, smo rekli, da Ledgerja ne bomo več uporabljali, jaz ga ne bom, ne, niti enega ne bom kupila več. Bom se na tisto, kar imam res, tisto, kar bom šparala na zelo dolgi rok, bom takoj preposlala, ko bo možno, pač ene stvari lahko takoj, ene kasneje v nove denarnice, a ne. Zdaj, kaj se je zgodilo? Zgodilo se je to, da je Ledger napovedal, lahko na njihovih straneh to vidite, a ne. Ledger je napovedal, da bodo zdaj kmalu lansirali program, sicer za Ledger Nano N, oziroma X, pardon, X, Ledger Nano X. Za Ledger Nano S nisem videla tega, ampak če je za X, bo tudi za S možno, a ne. In sicer, kaj dela ta program? Razkrije side. Ja, dobro ste slišali. Ta program bo razkril side. Zdaj, kaj je to problem? Kaj je tukaj problem? Da se razkrijejo sidi, da je to pol isto kot MetaMask. Ne? V MetaMasku lahko to isto se naredi. Kdor, razvozla geslo od MetaMaska, razkrije side. Brez problema, brez težave, a ne. To pomeni, da bo to zdaj čisto centralizirano, tako kot je puščain zelo centraliziran. Mimogrede, dvakrat se je puščain ugasnil. Zakaj? Zaradi tega, ker so se, pazite to, validatorji, 9 validatorjev se je odločilo, med sabo zmenilo, da ugasnejo, mrežo, zato ker je giveaway previsok. Halo! A se temu reče decentraliziran kripto ali je to neka diktatura, ki jo zdaj poznamo? Jaz ne vidim tulele, jaz sem že opozarjala že prej, da bo puščain zelo centraliziran in zdaj je še, mislim, grozno centraliziran, pač, torej pazite, kaj delate na puščainu, a ne, pač, če mislite neke zelo velike zadeve delati, če se validatorji spomnijo, da to ugasne, bojo ugasnili. In kaj pol? Nič. Ne. Na tej mreži ta blockchain je ugasnjen. Ne obstaja več. Tako to je samo za v razmislek in ni fant. To so dejstva.
To jaz želim resnico govoriti, pač stvari za razmislek. Vi se pa odločite sami. A boste delali milijonske transakcije za ne vem kaj. Zdaj, puščen je na žalost narejen tako in pa Hex in ostalo, to sem prepozno spoznala, prepozno, je narejen za te požeruhe, ki so glavni tam in tečejo stvari v njihove žepe. Tečejo k njim, a ne, in vse so delali za svoje riti. Nasprotju s Jackom Levinom, ki pa poskuša delati za narod, za ljudi, za posameznike, decentralizirano in rezultati so očitni. Sami lahko preverite vse, sami, ni treba. Pojdite, sledite tudi mojim Twitterju, jaz tam objavljam tiste 3 tvite, ki se mi zdijo zanimivi. Zelo, tako da še preden video posnamem, vidite, kaj se dogaja, ker njihove tvite in od Richarda in ostalih, Jacka in ostalih tvite retvitam in jih lahko vidite, a ne. Kaj se dogaja, potem pa jaz še tulele v slovenščini povem, kar razmislim s tole mojo glavo, pa povem svoje mnenje. To je moje mnenje. In pa podatki ki vam jih dajem, da razmislite, a ne. Tako da Ledger je zame pokojen in za mnoge ljudi tudi. Tako da zdaj, kaj zdaj? Jaz nisem še nikoli Trezorja probala, ampak bo zdaj očitno to treba, ker ni druge hardware wallet, razen ena slovenska je, ke sem jo tudi preizkusila in nikakor ne zaupam. Tudi slučajno ne, ker tudi vodstvo je tako, da se tudi slučajno nismo mogli zmeniti, nič. Tako da, ne vem, no. Res, samo to me je prav šokiralo. Šokiralo, jaz tega nikakor od Ledgerja nisem pričakovala in takoj, ko bom imela čas, verjetno čez vikend, jim pošljem pismo. Zelo tako, ker me prosijo zdaj za mnenje, za Ledger, za ono in bojo dobili moje mnenje, da me ne vidijo več, a ne. Zdaj, ta program še ni, naj bi ga kao uporabil tisti, ke hoče, ampak če izgubim Ledger in ga nekdo v roke dobi, pa lahko uporabi program, a ne, pač če hoče. Sicer je res, da je PIN, pa da se zaklene Ledger po 3 neuspelih poizkusih, ampak dober heker verjetno zna tudi priti čez to. Verjamem, da zna. Tako da, res. Če človek ni dovolj odgovoren, da si zapiše SID-e, potem pač ne vem, če je v redu, da gre v kripto. Okej, to so bile zdaj pač novičke iz kripto sveta, zdaj najbolj aktualne, najbolj vroče. Če vam je video všeč, ga lajkajte, drugače lahko nam seveda napišete svoje komentarje, tako kot znate napisati. A ne, pač, dajte pa sami preveriti stvari, preden pišete, da je to fad, ker ni fad. Jaz vam dajem konkretne informacije in sami lahko vse preverite. Zdaj stvari se bodo popravile sigurno, ampak zdaj pazite, da ne padete v različne pasti. Zelo, zelo je za premisliti. Jaz zdaj v kripto nič ne vlagam, ker se ne splača ta trenutek. Ta trenutek se ne splača, razen če imaš veliko denarja, pa greš pač v neke zadeve, ki ta trenutek tudi nosijo keš. To pa Xen je takšen, pa nekateri projekti. Pač nekaj časa tudi te meme coini nekaj časa nosijo, pol ne več, tako v glavnem je treba kar vedeti pa znati, a ne. Pri Hexu je isto, glejte moje prejšnje videe, v enem ali 2 sem razložila, da če Hex res v nulo obvladaš, si pri koritu in točno veš, kdaj kdo kaj vlaga, ker to je možno videti, potem pa če imaš zelo veliko denarja, se na kratek rok
da dobro s heksom zaslužiti, na dolgi rok pa boljše, da ne. Ker so lahko fi gromozanski, zato ker je narobe narejena koda v heksu. Narobe. Bila je narejena za tiste fije, kakršni so bili takrat, ko se je heks lansiral na Ethereum mreži, in zdaj puščen je bil ustanovljen zato, da bo imel nizke fije, in da bo lažje delati s heksom, kar pomeni, da heksa se ne da popraviti, ampak ker je to kopija Ethereum mreže, ne more biti drugače, kot je na Ethereum mreži. In v te majhne fije ne verjamem. Zaenkrat so gromozanski, zdaj glede na to, da je, jaz bi rabila za en mint, ne vem, takrat je bilo 600 pulsov, zdaj jih je več, zdaj vi več rabite za eno transakcijo, in to je katastrofa. To je katastrofa. Predstavljajte si, da rabite za Ethereum en mint 600 Ethereuma. To ni fajn, to ni v redu. Mogli bi biti v centih, pa ni, no. Ni, zdaj so sicer se cene začele postavljati, puli, tudi ljudje so ogromno prodali, tudi niso fajn te informacije, da kao se puli polnijo, pa to, nekateri se, ampak večinoma so se pa spraznili in večinoma so ljudje menjali. Zdaj za katere kovance pa ne vem, to pa nisem šla gledati. Okej. To je to, bodite res previdni, zdaj je kritičen čas, in v našem sistemu in pa v kriptu. Kritičen čas in je treba biti izjemno previden. Če pa želite, da vam pomagam, sem pa tukaj. Lep pozdrav.